najprej moramo sploh razumeti, zakaj je šolski sistem takšen, kaj je. Veš, in ker razumemo, da včasih je bilo zaradi industrializacije, pa je bilo treba neizobražene ljudi spraviti v nek kalup, da bojo znali delati zadeve za tekočim trakom, ker valjda niso bili sposobljeni, so ustvarjali nek format šolskega sistema. In najbolj žalostno je, da se ta šolski sistem v bistvu še vedno ohranil. Ker takrat vem, da smo, mislim, verjetno veš, so ločevali modre pa bele srajce. Se pravi, nekdo bo razmišljal, en bo pač pa samo delal v proizvodnji. Pač par procentov jih bo menedžerjev pa razmišljali, ostali bojo pa sam delali. Color bo white color. Tako, ja. To je zaradi industrijske revolucije, ker smo pač mogli dati ljudi. In težava je, da se v bistvu cel šolski sistem, pa zdaj tako res posplošujem, ampak ni neki ful drastično spremenil, ker še vedno smo mi naučeni, da sedimo v šoli tako, kot sedimo, da učitelj predava in ti pač predajaš znanje. Vemo pa, da danes se pa zadeve tako zelo hitro spreminjajo, da rabiš ti ful več enih zadev pač vključevati, ne vem, iz prakse, se povezovati, delati, dajati ideje. Pa ne, da sem zdaj kritičen, da so učbeniki slabi, daleč od tega, ampak se mi zdi, da principi pa pristopi ali pa metode bi se lahko posodobile. Je pa težava, ker šolski sistem je neka uravnilovka, mi smo si pa vsi drugačni. In ja, vemo, da rabimo imeti nek sistem, in zdaj, če to napeljem naprej na umetno inteligenco, ta zadeva se pa to hitro razvija, da mogoče karkoli bom danes govorila, pa če si omenil september, se pravi to, 3 mesece, bo vmes minil, zadeve ne bojo več relevantne. In se šolski sistem ne more to hitro prilagajati s tem zadevama.